Pozdravljeni! Na veliki nagradi Japonske so pri skuderiji Ferrari pripravili novo dno za njihov bolid F1 pomišljaj 75 in to naj bi bil zadnji del razvoja v letošnji sezoni. Poglejmo si skupaj, kaj bi lahko to pomenilo. Novico o zaustavitvi razvoja pri skuderiji Ferrari povzemam po članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Seveda gre za italijansko verzijo z italijanskimi novinarji, ki imajo mogoče malce boljši pogled v situacijo skuderije Ferrari. Seveda mnogo boljšega, kot ga imamo mi navdušenci. A verjetno se marsikomu izmed vas bo zdelo, da takšna odločitev je razumljiva ter racionalna. Namreč pred nami so še 4 dirke in pri skuderiji Ferrari seveda bodo izjemno težko spremenili karkoli v boju za naslov med konstruktorji. V veliki nagradi Japonske je seveda boj med vozniki zaključen. Max Verstappen je tudi matematično svetovni prvak. A verjetno se marsikdo izmed vas tudi sprašuje, ali je takšna odločitev racionalna. Namreč pri tovarniški ekipi Mercedes so objavili, da na veliki nagradi Združenih držav bodo imeli posodobitve svojega dvojni V13. Ne toliko v luči letošnje sezone, kot v luči prihajajoče sezone 2023. Zakaj pri Ferrariju ne sledijo temu zgledu? Po svoje je razumljivo, z omejitvijo proračuna je bolje zadeve ustaviti in vsa sredstva usmeriti v razvoj bodočega bolida. Ampak po svoje to delajo pri Mercedesu, ko dele, ki bodo prišli še kako prav v naslednji sezoni, preizkušajo že v letošnji. Zakaj pri Ferrariju niso se tako odločili? Znano je iz preteklih sezon, da po poletnem premoru niso napravili kakšnih velikanskih korakov naprej. In če smo pravzaprav iskreni, tudi letos smo videli, da po obetajočem začetku sezone niso napredovali, ne tako kot Red Bull in tudi ne tako kot Mercedes. Spomnil bi vas rad, da Mercedes dvojni V13 je imel ogromne težave na začetku sezone. Seveda, sedaj v tem trenutku ni prehitel Ferrarija F1 pomišljaj 75, ampak se mu je približal. In tudi to približevanje nam kaže na različne hitrosti v samem razvoju. Dno, ki smo ga videli na veliki nagradi Japonske, naj bi bilo pripravljeno že za veliko nagrado Singapurja, ampak pri ekipi so se odločili, da ni bilo smiselno uporabiti te novosti na oni dirki. Po drugi strani se lahko sprašujemo, kakšen razvojni potencial ima Ferrari F1 pomišljaj 75. V preteklosti sem že izrazil pomisleke, da je bil razvojni potencial tega bolida skuderije Ferrarije izjemno ozek. In kaj to pravzaprav pomeni? V bistvu smo videli, da na začetku sezone so bili izjemno konkurenčni, ampak v nadaljevanju niso bili kos tistemu, kar je pokazala konkurenca. Torej, vsak del, ki so ga zamenjali, vsako malenkost, ki so prilagodili, ni prinesla tistega želenega učinka. Lahko bi dejali, da vsako spremembo so bili potencialno počasnejši. Torej, bolid kot tak ni imel nekih možnosti izboljšanja. In lep primer je, na primer, borba z maso. Videli smo pri konkurenci,
da so se krčevito trudili zmanjšati maso bolidov. In tudi Red Bull je še v tem trenutku razbarvan v primerjavi s konkurenco, še posebej v primerjavi s Ferrarijem. Ferrari je ponosno rdeč, medtem ko vidimo pri Red Bullu, da je izgubil kar nekaj tiste temno-modre barve. In seveda to je le ugibanje, ampak kolikor pogledamo rezultate, bomo videli, da tudi takšno ugibanje ima neko osnovo. Zato je lahko tudi razumljivo, da delov oziroma rešitev, ki bi lahko prišle prav v naslednji sezoni, ne morejo testirati na bolidu letošnje sezone, kajti njegov razvojni potencial je nekako omejen, verjetno za razliko od onega, ki vidimo na Mercedesu dvojni V13. Tu vemo, da so določene težave, ampak videli smo izboljšanje, pri Ferrariju ni bilo tako. In seveda tu se lahko začnemo spraševati, kakšen bo bolid Ferrarija v prihajajoči sezoni 2024. Vem, po svoje je malce težko se spraševati, kajti letošnje sezone ni še konec, ampak vseeno bomo videli evolucijo ali revolucijo. In verjetno pri večini ekip Formule 1 bomo gledali evolucijo letošnjih modelov. Naprimer, revolucijo smo videli med sezono 2021 in 2022. A danes malce sumim, da pri Ferrariju bomo videli revolucijo med sezono 2022 in 2023, podobno kot smo jo naprimer videli med sezono 2017 in sezono 2018. Takrat so pri Ferrariju imeli modela SF70H ter SF71H. In razlika med enim in drugim modelom je bila seveda očitna. Namreč SF70H je bil izjemno učinkovit na počasnejših progah, kjer je bilo potrebno imeti oprijem, medtem ko njegov naslednik čisto nasprotje. Poenostavljeno povedano, prvi je bil hiter v Monaku, drugi je bil hiter v Monzi. In to pomeni, da tudi znotraj nekega obdobja z recimo temu stabilnim tehničnim pravilnikom so možne revolucije. Kako uspešne so lahko takšne revolucije, je pa seveda odvisno od mnogih faktorjev. Ampak čeprav smo lahko slišali, da je Ferrari F1 pomišljaj 75 lahko eden izmed najboljših Ferrarijev v zadnjem obdobju, lahko upravičeno sumimo, da kar se tiče njegovega razvojnega potenciala, ni vse tako idealno. In tu se sedaj velja vprašati, ali je težava v samem projektnem biroju in kaj lahko pravzaprav storijo pri skuderiji Ferrari. Enostavno je nekoga odpustiti, seveda, če imaš neko dobro alternativo, ampak pri skuderiji Ferrari sedaj v tem trenutku tega ni. In Enrico Cardile je bil avtor mnogih Ferrarijev, ki bi jih mi navdušenci najraje pozabili. Tu seveda s prstom kažem na SF1000, ampak po drugi strani v kakšno kategorijo sodi letošnji F1 pomišljaj 75. Namreč, kar se tiče samih kvalifikacij, je zagotovo eden izmed najbolj uspešnih bolidov skuderije Ferrari. Ampak nažalost štejejo rezultati, ki jih bolid doseže na sami dirki. Tu pa smo videli, da ni bil kos onemu, kar so pokazali pri Red Bullu. In določen del tega neuspeha se seveda lahko pripiše raznim napakam, ki ga je napravila tudi ekipa z strateškimi odločitvami, slabšimi menjavami in še bi lahko naštevali.
ampak svoj del krivde ima tudi projekt samega bolida. In tu seveda smo pred zanimivim razmišljanjem, kaj bodo naredili v skuderiji Ferrari za prihajajočo sezono. Bodo skušali zadeve popraviti z revolucijo ali z evolucijo. Namreč težko je tudi glavnemu inženirju nekako preklopiti v glavi seveda način pristopa k reševanju težave. Namreč vsakdo izmed nas lahko z izjemno težavo spremeni tisto, kar v resnici je. Nažalost, mnenja sem, da Enrico Cardile še zdaleč ni tako uspešen projektant kot na primer Simone Resno. Ampak to je moje osebno mnenje. Kaj bodo storili pri skuderiji Ferrari, pa kot običajno videli skupaj. Danes, kar se tiče tega zanimivega vprašanja, je to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.